Lepo pozdravljeni v oddaji In Vivo Veritas. Danes je z mano docent dr. Primož Štrbenc, politolog in med drugim predavatelj mednarodnih odnosov in globalne politike na magistrskem študijskem programu politologije Fakultete za menedžment Univerze na Primorskem. Sicer poučuje še nekaj drugih predmetov, a danes se bova dotaknila predvsem tega, govorila bova namreč o nemirih na Bližnjem vzhodu. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, zdaj približno mesec dni nazaj se je ponovno nekako vzbudilo zanimanje, pa tudi povečalo nasilje na Bližnjem vzhodu. Govorim seveda o izraelsko-palestinskem konfliktu. In mogoče bi pravzaprav začela z sledečim vprašanjem. Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije, je približno kakšno leto nazaj ravno govorila javnosti, da naj obsojamo vojne zločine in da naj se ljudje držijo mednarodnega prava. S tem je seveda naslavljala Rusijo. Danes nič ne slišimo v zvezi s tem, ko bi govorili o Izraelu, kljub temu, da se tudi tukaj dogajajo nekateri vojni zločini. Zakaj smo zdaj na drugem polu? V bistvu moram reči, da sem zelo hvaležen, da ste mi najprej postavili to vprašanje, kajti če hočemo res zadeti v bistvo zadeve, zakaj sploh prišlo do te eskalacije 7. oktobra in zakaj se zdaj bojimo, da bi izbruhnila neka širša vojna na Bližnjem vzhodu, potem kakorkoli obrnemo stvar, seveda če gledamo na zadevo objektivno, ne pa z neko pristranskostjo oziroma z nekimi interesi v ozadju. Torej, če pogledamo zadevo objektivno, potem je razlog za to, kar zdaj gledamo, to eskalacijo, dejstvo, da Izrael že vse od leta 1967, ko je okupiral zahodni breg Gazo in pa vzhodni Jeruzalem, krši mednarodno pravo. Konkretno krši 4. ženevsko konvencijo, ki se aplicira na okupirana ozemlja. Še bolj konkretno, Izrael krši enega od najpomembnejših členov, to je 49. člen 6. odstavek te konvencije, ki pravi, da okupacijska sila ne sme naseljevati svojega lastnega civilnega prebivalstva na okupirano ozemlje. Izrael krši tudi tako rekoč celotno 4. ženevsko konvencijo, tudi nasproti Gazi, vse od leta 2007, ko Izrael pravzaprav je naredil iz te Gaze nek največji zapor na svetu, ko ne dovoli gibanja v ali ven, torej krši 33. člen 4. ženevske konvencije, ki prepoveduje kolektivno kaznovanje. Zakaj to poudarjam? Zato, ker moramo vedeti, da najprej je bila okupacija, potem je bila kršitev mednarodnega prava strani Izraela. Posledica te kršitev mednarodnega prava je zmeraj večje trpinčenje palestinskega prebivalstva in seveda, če ti tako pritiskaš na neko prebivalstvo, če ga trpinčiš, če ga mučiš, če je to prebivalstvo zmeraj bolj v obupu, pritiska na obzid, potem mora to nekje izbruhniti. In to po mojem mnenju je izbruhnilo 7. oktobra, ko je Hamas izvedel ta napad. Zdaj vsi govorijo, to je teroristični napad, to so živali in tako naprej, ampak če pogledamo na zadevo bolj objektivno in izpostavimo nekaj segmentov. Prvič to, da teh 1500 napadalcev, ki so pobijali po Izraelu, je gotovo vedelo, da bodo na koncu umrli. Se pravi, je šlo za samomorilske napadalce. In pa drugič, da teh 1500 napadalcev Hamasa je pobijalo v Izraelu popolnoma neselektivno. Otroke, ženske, stare in tako naprej. Potem iz teh dveh segmentov lahko sklenemo, da gre za precej evidentno za percepcijo kozmične vojne. To je koncept, ki ga razvija sociologija religije, in ki pravi, da če skupina bojevnikov, ki sicer bijajo nek čisto to svetni boj, ta konflikt začne percipirati kot kozmično vojno, da potem ratajo spopadi izjemno destruktivni oziroma brutalni. To, kar se je pravzaprav zgodilo 7. oktobra, bistveno pa razumeti, kdaj pride do te percepcije kozmične vojne. Torej ta teorija oziroma ta koncept pravi, da do te koncepcije oziroma do tega tovrstnega verjetja v percepciji napadalcev pride prvič, če menijo, da branijo svojo celotno kulturo oziroma civilizacijo, islam, in pa drugič, če menijo, da v boju ne morejo zmagati na človeški način. Oboje velja za Gazo oziroma za Hamas. Ne smemo namreč spregledati, da Izrael pod to zadnjo vlado si zmeraj bolj agresivno, poleg tega, kar sem že rekel, da krši mednarodno pravo in trpinči prebivalstvo,
da se Izrael zmeraj bolj agresivno prilašča tudi tretji najsvetejši kraj za sunitski islam na svetu, to je Haram al-Šarif, oziroma plemenito svetišče v vzhodnem Jeruzalemu, in na ta način neposredno, torej na nek način pritiska na verska čustva, torej islamistov, to, kar je Hamas. Torej, ta percepcija se je razvila zaradi izraelskega ravnanja in pa seveda jasno je, da Hamas ve, da v boju ne more zmagati na človeški način. Nasproti ima neko izjemno dobro oboroženo silo, ki ima nenazadnje tudi zaveznika čez Atlantik v Združenih državah Amerike. Torej, ker je precej očitno prišlo do napada na podlagi percepcije kozmične vojne, je treba izpostaviti, da gre za obrambni oziroma samoobrambni refleks. Da ne gre za neko proaktivno ravnanje, kajti, veste, ko sedaj spremljam te reakcije, marsikdo pravi, Hamas, to so teroristi, hoteli so pobijati in tako naprej. To me zelo spominja na tisto, kar pravi protiislamski diskurs, namreč, da je islam inherentno fanatična in agresivna religija. Da muslimani zmeraj ubijajo zaradi nekih iracionalnih razlogov, da nikoli ne morejo odgovoriti na neko drugo provokacijo, na neko drugo neustreznost, ampak islam je pač nagnan k agresiji in k fanatičnosti in k ubijanju. Torej, tukaj po mojem mnenju, če rezimiram, ne gre za to, ampak predvsej očitno je šlo za reakcijo na izraelsko okupacijo in za trpinčenje Palestincev oziroma konkretno Gaze. Konkretno naj povem, podatki kažejo, da med mladimi v Gazi, in teh je ogromna večina, torej starimi manj kot 17 let, jih ima 77% težave z depresijo, polovica pa razmišlja o samomoru. Torej, sam prostor Gaze, kot sem že rekel, je nek največji zapor na svetu, imajo probleme s pitno vodo, z bolnicami in tako naprej. Skratka, eno veliko človeško trpljenje. Ja, kljub vsem tem grozotam, kljub številu mrtvim, ki je zdaj v samo 3 tednih preseglo število mrtvih v rusko-ukrajinskem konfliktu, se zdi, da so se pravzaprav države Zahoda zelo hitro odločile, katero stran si želijo v tem konfliktu podpreti. Je to mogoče ravno zaradi te velike zaslombe Izraela strani Združenih držav Amerike, ali po drugi strani mogoče ravno, kot ste omenili, ker so na drugi strani Arabci, islam, torej nekakšna druga kultura, tisti, če malce pretiravam, ki izvajajo turške napade na trdnjavo Evropo z svojimi migracijami. Zakaj so se tako hitro države odločile, kdo je tukaj opresor in kdo je tukaj žrtev? Res je, da bode v oči ta dvojna merila. Da takoj ob ruskem napadu na Ukrajino, torej se sploh ni upošteval nek kontekst, geopolitični in tako naprej, ampak se je takoj izpostavilo zgolj to, da Rusija krši mednarodno pravo. Podobno pri ruski aneksiji Krima. V redu, takrat smo sprejeli pač to dejstvo je, da je Rusija kršila mednarodno pravo. Ampak tisto, kar je zelo neustrezno, je pa to, da Izrael že 56 let krši mednarodno pravo, pa tega nihče pravzaprav ne poudari. Celo več, moram poudariti, da ta prvi člen, že omenjen 4. ženevske konvencije, pravno obvezuje vse pogodbenice, se pravi tako Združene države Amerike, kot vseh 27 članic Evropske unije, da morajo ne zgolj same spoštovati konvencijo, ampak tudi zagotoviti spoštovanje konvencije. Se pravi, da ZDA in 27 članic Evropske unije je pravno obvezanih, to ni dobra volja, to je pravna obveznost, da bi morali pritisniti na Izrael, da ne bi več kršil mednarodnega prava. Pa tega nikoli seveda niso naredile. In v tem je torej ta največji problem. Zdaj pa, če greva konkretno, zakaj tega ne naredijo, seveda Združene države Amerike so tista sila, ki je največja zagovornica oziroma podpornica Izraela. Zakaj je temu tako? Jaz bi na tej točki 3 razloge izpostavil. Prvi je seveda ta, da je v ZDA, to pravzaprav marsikdo ve, zelo močan proizraelski lobby. Organizacija AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, je drugi najmočnejši lobby v Združenih državah Amerike. In seveda v tem smislu pravzaprav zelo pritiska tudi na ameriški kongres, da ravna proizraelsko. Poleg tega seveda se bližajo predsedniške volitve.
In Joseph Biden ve, da še noben ameriški predsednik, ki je prišel v konfrontacijo z Izraelom, ni bil izvoljen v drugi mandat. Govorim o Jimmyju Carterju in govorim o Georgeu Bushu starejšem. Tako da je jasno, da v sedanjem času, ob tem napadu, se Joseph Biden ne bo spustil v konfrontacijo z Izraelom. Drugi razlog je, in ta razlog v bistvu je manj znan in je pravzaprav frapanten, namreč treba je povedati, da je pomemben razlog za proizraelsko držo v ZDA tako imenovan krščanski sionizem. Govoriva o več kot 100 milijonih Američanov, se pravi o 1/3 ameriške populacije. Gre za zelo konzervativne protestante, ki verjamejo, da je vse, kar je zapisano v Svetem pismu, dobesedna resnica. In ker je v Svetem pismu v Apokalipsi, Janezovem razodetju, zapisano tudi to, da naj bi prišlo do drugega prihoda Jezusa Kristusa na zemljo, verjamejo to, da bo do tega prihoda prišlo. Vendar pa je v Svetem pismu zapisano tudi, da bo do tega drugega prihoda Jezusa Kristusa na zemljo prišlo šele potem, ko bo rekonstituiran, obnovljen svetopisemski Izrael. Zato seveda teh več kot 100 milijonov Američanov verjame, da je treba Izrael na vsak način podpirati, da bo rekonstituiral svojo ozemeljsko sestavo, kot je bila v času Svetega pisma, v bibličnih časih. Kar pomeni, da brezpogojno podpirajo Izrael. Naj opozorim samo na to, da George Bush mlajši je bil na primer zelo prepričan krščanski sionist in pa ne nazadnje ena od temeljnih dokumentov, ki je omogočil nastanek države Izrael, je bila tako imenovana Balfourjeva deklaracija, ki jo je izdala britanska vlada 2. novembra 1917. Zakaj to omenjam? Ker je bil tedaj premier britanski David Lloyd George, ki je bil tudi prepričan krščanski sionist. In pa tretji razlog za to proizraelsko držo Združenih držav Amerike, ta je manj znan, kulturni. Ne smemo pozabiti, da ljudje, ki so pravzaprav ustanovili Združene države Amerike, so bili angleški puritanci, ki so na začetku 17. stoletja prišli iz Anglije v New England, v Novi svet, v Novo Anglijo. In te ljudje so sebe identificirali z Judi iz Stare zaveze. Rekli so, tako kot so Judje iz Stare zaveze prišli v Kanan, tako smo mi prišli sedaj v svoj Kanan. In to je mogoče videti potem, da so dajali svojim otrokom svetopisemska starozavezna imena David, Rachel, Abraham in tako naprej. In seveda ta kulturna skupina, ki je potem ustanovila ZDA, bila močno proizraelska. O tem priča na primer dejstvo, da je v ZDA več krajev, ki se imenujejo Salem. Ta beseda Salem znana je tudi potem, da poznamo neke procese proti čarovnicam, iz Salema procesi proti salemskim čarovnicam. Ta beseda Salem izvira iz besede šalom v judovščini. Torej, to so Združene države Amerike. Če pa pogledamo, zakaj je Evropska unija tako zelo hitro pristopila k proizraelski drži, potem je razlog v tem, da moramo vedeti, da je Evropska unija najprej zelo razcepljena, se pravi zelo neenotna. Gre vendarle za 27 članic, ki zelo težko poiščejo skupni jezik. Torej, temu je še bolj tako zaradi širitve leta 2004, ko je 10 članic novih vstopilo, tudi Slovenija. Kar pravzaprav hočem povedati, da znotraj te Evropske unije in prej evropskih skupnosti sta tradicionalno zelo proizraelski Nemčija in pa Nizozemska. Tako da ni presenečen, da je bila ravno Ursula von der Leyen tista, ki je šla v Izrael in tam pravzaprav popolnoma brezprizivno podprla Izrael. In da je Nemčija danes na vseh sestankih, ki se v zadnjih dnevih dogajajo na ravni Evropske unije, tista, ki najbolj zagovarja močno proizraelska stališča. Seveda razlog za to, da sta Nizozemska in pa Nemčija tradicionalno najbolj proizraelski, ni ravno skrivnost. Obe državi imata slabo vez zaradi druge svetovne vojne. Nemčija je zagrešila holokavst, Nizozemska, ne pozabimo, imela enega od največjih odstotkov denunciantov, ko gre za Jude, ki so se skrivali
nenazadnje Ana Frank je bila nazadnje izdana strani nizozemskega denuncijanta. Torej, te dve sta tradicionalno proizraelski, po tej veliki širitvi 2004 pa so zelo proizraelske tudi tako rekoč vse srednje in vzhodnoevropske nove članice. Daleč najbolj Češka, potem pa tudi Madžarska, recimo Slovaška in tako naprej. Tako da Evropska unija v tej razcepljenosti in pa ko je del članic močno proizraelski, preprosto ne najde poguma ali pa energije za to, da bi izpolnila tisto, kar sem rekel, torej obveznosti iz 1. člena 4. ženevske konvencije in da bi pritisnila na Izrael, da preneha kršiti mednarodno pravo in s tem uničevati, in verjetno je že uničil Izrael, možnost nastanka suverene in življenjsko sposobne palestinske države. Tukaj moram še to dodati, da Evropska unija ima celo močnejše škarje in platno v rokah, kajti večina izraelskega izvoza ne gre v ZDA, temveč v Evropsko unijo. Kaj pa ZDA so znane po tem, da kar precejšen delež tudi svojega bruto domačega proizvoda ravno z izvozom in industrijo orožja pridobijo. Mislite, da je tudi tu kakšen argument, zakaj sploh spodbujati vojne na Bližnjem vzhodu? Jaz mislim, da absolutno, če si beremo Kishorja Mahbubanija, nekega zelo eminentnega singapurskega diplomata, ki je napisal knjigo Ali je Kitajska zmagala? Torej v kontekstu, ko danes govorimo o tekmovanju med ZDA in pa Ljudsko republiko Kitajsko za vodilni status v mednarodnih odnosih, Kishore Mahbubani piše, da so si Združene države Amerike pravzaprav z napadom na Irak leta 2003 zabile avtogol. Da je bil ta napad na Irak veliko strateško darilo Ljudski republiki Kitajski. Namreč medtem, ko so ZDA potem 20 let izgubljale energijo tako v Afganistanu kot tudi v Iraku, je Ljudska republika Kitajska napredovala, predvsem na morju. Zakaj to govorim o tem mnenju Kishorja Mahbubanija? Ker Mahbubani poudarja, da so se ZDA po koncu hladne vojne zapletle v skoraj enako število konfliktov po svetu, kot prej skozi celotno obdobje hladne vojne. Da so zelo precenile svoje sposobnosti in začele izgubljati energijo tam, kjer to sploh ne bi bilo potrebno. Kot razlog pa seveda Kishore Mahbubani navaja think tanke, mislišča tako imenovana v Združenih državah Amerike, ki praviloma producirajo neka stališča, ki so agresivna, ki vodijo, ki naj bi vodila, ki sugerirajo, da morajo ZDA vojaško posredovati, imeti vojaško prisotnost in tako naprej. In kar je bistveno, Mahbubani poudari, da ta mislišča financira ameriški vojaško-industrijski kompleks, ki si seveda želi, da bi bilo čim več orožja prodanega in da bi čim več kriz potekalo na Bližnjem vzhodu. Nenazadnje, ko se vprašamo, zakaj Združene države Amerike nikakor ne dojamejo, da je uporaba vojaške sile na Bližnjem vzhodu izrazito kontraproduktivna. Da še vsaka vojaška intervencija je zgolj povečala možnost rekrutacije v radikalne islamistične organizacije, kot sta Al-Kaida in pa Islamska država. Torej, ko se vprašamo, zakaj Američani racionalno ne pomislijo, da ta uporaba vojaške sile ne deluje, potem je eden razlogov ta, da vojaško-industrijski kompleks je tisti, ki generira ves čas to hotenje po vojaških rešitvah ali pa rešitvah na rekovaju problemov na Bližnjem vzhodu. Temu bi jaz dodal še to, da nemara nekomu zelo ustreza, da prihaja do kriz v muslimanskem svetu in da se generira terorizem, kajti verjetno vsi danes vemo, da glavni problem v svetu je socialni problem. Ekonomsko-socialni problem. Da glavni problem ni terorizem, glavni problem je enormna neenakost povsod po svetu. V ZDA in vse bolj tudi v Evropski uniji in seveda tisti, ki sedijo na gorah bogatstva in ki čutijo, da je v zraku ves čas potencialno neka socialna revolucija, vedo, da je treba pozornost preusmeriti nekam drugam. In seveda islam oziroma islamistični terorizem je bil zmeraj nek zelo pripravna točka za to, da je nekdo, ki je imel svoje lastne interese, opozarjal na ta, generiral ta protiislamski diskurs, češ, islam je nevaren, islam je agresiven, islam nam hoče našo deželo krščansko vzeti in tako naprej.
So bili to tudi razlogi, da Palestine skoraj da nihče ni upal priznati oziroma ni priznal? A veste, kar zadeva priznanje Palestine, je treba tle jasno povedati, da lahko Palestino vse države sveta priznajo, ampak še vedno ne bo nastala palestinska država. Iluzija je meniti, da tudi če vsa Evropska unija prizna skupaj s Slovenijo Palestino, da bo to zelo pomagalo Palestincem. Mednarodno pravo namreč za to, da bi neka entiteta lahko postala država, predpisuje 3 kriterije. Prvič, da ima ta entiteta prebivalstvo. Palestina ga ima. Drugič, da ima ta entiteta ozemlje. Tudi ozemlje Palestinci imajo. Tretji kriterij, ki je tukaj najbolj problematičen, pa je ta, da neka entiteta lahko postane država, če ima organizacijo neodvisno od drugih držav. Tega kriterija pa Palestinci nikakor ne izpolnjujejo in zmeraj manj ga izpolnjujejo in zelo verjetno, da ga nikoli ne bodo mogli izpolniti, kajti, kot sem že rekel, Izrael krši člen 49, odstavek 6, ki prepoveduje okupacijski sili naseljevati svoje lastno civilno prebivalstvo na okupirano ozemlje. Konkretno, Izrael je od leta 1967 na zahodni breg in na vzhodni Jeruzalem, se pravi na okupirano ozemlje, naselil najmanj 700.000 judovskih naseljencev. In to ne kar nekam stihijsko, ampak zelo premišljeno strateško na takšen način, da ta judovska poselitev seka palestinsko poselitev in onemogoča kontinuirano poselitev Palestincev. Povedano drugače, zaradi teh velikih blokov judovskih naselij na Zahodnem bregu, Palestinci preprosto nimajo in ne morejo več imeti organizacije neodvisne od drugih držav. Preveč so odvisni od Izraela, ali pa če sem zelo, zelo plastičen, ali bi Slovenija lahko bila samostojna država, če bi Avstrijci naselili v velike bloke sredi Slovenije 500.000 ali več avstrijskih državljanov. Torej zelo težko bi Slovenija res upravljala s tem svojim ozemljem. Poleg tega je seveda Izrael tudi zgradil omrežje tako imenovanih obvoznih cest, to so 4 pasovnice, po katerih se lahko vozijo zgolj Judje, ki je prepredla ta zahodni breg in seveda tam, kjer te avtoceste vodijo, tam palestinska država oziroma palestinska entiteta ne more zares nastati. In pa ne nazadnje, kot poudarja profesorica iz Harvarda Sara Roy, ki govori o de-developmentu, o preprečevanju razvoja, Izrael je popolnoma onemogočil razvoj neke samostojne palestinske ekonomije. Zaradi teh razlogov, ki sem jih sedaj povedal, torej palestinska država objektivno gledano ne more več nastati. To je ta največja tragedija. Tako da tudi priznanja ne bodo nič pomagala. Veste, priznanja lahko pomagajo, če neka entiteta izpolnjuje 2 kriterija, tretjega še ne, ampak se vendarle giblje k izpolnjevanju tudi tretjega kriterija. Tukaj imamo pa nasprotno situacijo, da entiteta palestinska zmeraj manj lahko izpolni tretji kriterij. Tako da vsa priznanja na svetu ne bodo nič pomagala. Upam si trditi, da celo nasprotno, da so lahko priznanja kontraproduktivna. Kaj ti dajo nek lažni vtis, da se vendarle nekaj spreminja na bolje. Da na nek način nastaja palestinska država, da ne nazadnje, če 150 držav sveta prizna to palestinsko državo, potem pa vendarle naj bi ta država končno nastala. To je voda na mlin Izraelu, ki po eni strani, kot sem rekel, nikakor noče dovoliti in je že preprečil verjetno nastanek zares suverene palestinske države, po drugi strani pa noče anektirati teh ozemelj. Ker potem bi se postavilo vprašanje, ali naj torej, če priključi ta ozemlja palestinska okupirana Izraelu, ali mora dati tudi volilno pravico Palestincev, česar Izrael ne želi. Izrael želi točno to ohraniti, kar ima sedaj, se pravi neko okupacijo, ki pa je prikrita, pri kateri poteka nek jezik mirovnega procesa, da vendarle se nekaj dela v smeri nastajanja palestinske države in tako naprej. In se prikriva dejstvo, da palestinska država ne more več nastati. Če bi temu izraelskemu blefiranju sledila še ta priznanja, potem bi marsikdo na svetu res menil, da gre proces v pravo smer.
Torej, kriteriji za državo niso izpolnjeni. Infrastrukture v Palestini je vse manj. Slišali smo o velikih napadih na bolnišnice, na šole. Infrastrukture je torej vse manj. So mogoče izpolnjeni kriteriji, da lahko po politološki stroki rečemo, da se zdaj tam izvaja genocid? Tukaj imamo neko konvencijo o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida. Seveda, ta konvencija poudarja, da če hočemo govoriti o genocidu, potem moramo dokazati namen. Namen uničenja določene etnične, religijske, rasne skupine. Jaz bi bil tukaj previden, a veste, tudi če ne rečemo, da Izrael izvaja genocid, pa lahko rečemo vsekakor, da Izrael brutalno krši tako rekoč vse člene 4. Ženevske konvencije. Tako da na tej točki si jaz ne bi upal govoriti o tem, da Izrael izvaja genocid. Seveda tega ne izključujem. Kajti dejstvo je, da s tem, ko tako brutalno bombardiraš neko območje, dejstvo je, da na ta način, ko recimo na Zahodnem bregu ukradeš večino vode palestinskemu prebivalstvu, da s tem povzročaš lahko tudi nezmožnost reprodukcije, torej te etnične oziroma religijske skupine, to so Palestinci. Vendar pa tudi, če damo to vprašanje, kot pravim, ali poteka genocid ali ne na stran, je že izraelska, kot pravim, brutalna kršitev 4. Ženevske konvencije dovolj velik razlog, da je zadeva alarmantna. Namreč, da Izrael izvaja hude kršitve Ženevske konvencije, se pravi mučenje, namerno povzročanje hudih poškodb in hudega trpljenja. O tem pa vsekakor lahko govorimo, torej po členu 147 4. Ženevske konvencije, da Izrael dejansko namenoma torej povzroča trpljenje in pa hude poškodbe palestinskemu prebivalstvu. Tako da situacija je že nekaj desetletij v nebo pijoča, ampak svet se nikakor ne more odločiti, seveda govorim predvsem v zahodnem svetu, da bi začel delovati v zvezi s to eklatantno kršitvijo mednarodnega prava. Ko ravno govorim o tem, moram povedati, da ko danes govorimo o tem, zakaj v muslimanskem svetu nastajajo radikalne tendence, je vsekakor del odgovora oziroma bistveni del odgovora v tem, da muslimanski svet, govorimo o navadnem prebivalstvu, ne toliko o elitah, torej je besen, ker ve, da muslimani tvorijo tako rekoč 1/4 vsega svetovnega prebivalstva, ampak kljub vsej svoji jezi, kljub vsej svoji razburjenosti zaradi Palestine, muslimanski svet ne more narediti ničesar pravzaprav. Kakorkoli protestira, zahteva nekaj, da je treba ustaviti izraelsko kršitev mednarodnega prava, se nič ne zgodi. Tako da zaradi tega v muslimanskem svetu je reproducirana ta percepcija, da se izvaja neka agresivna neokolonialna politika Zahoda. Namreč, kot sem že omenil deloma, ne smemo pozabiti, da Palestina je problem, ki izvira iz kolonialnega obdobja. Ta problem so ustvarili Britanci zaradi svojih lastnih interesov v bistvu, in ker se ta problem tudi potem, ko so muslimanske države formalno dobile neodvisnost, ko niso več kolonialne posesti, ker se ta problem Palestine ne rešuje, celo več, ker je zmeraj bolj nerešljiv ta problem in se zaostruje in Palestinci zmeraj bolj trpijo, to v muslimanskem svetu ohranja neko percepcijo, da Zahod tudi potem, ko so njihove države dobile formalno neodvisnost, še naprej vodi neko agresivno in pa arogantno neokolonialno politiko. Nenazadnje o tem govori tudi tako imenovana strukturalistična teorija mednarodnih odnosov, ki pravi, da Zahod tvori neko jedro oziroma center, medtem ko muslimanski svet skupaj z preostalim tretjim svetom pa tvori periferijo, ki je dominirana. Ta periferija je dominirana, pravi ta teorija, zaradi tega, ker je prvič fragmentirana, ker obstaja množina držav, ki so šibke. Drugič zaradi tega, ker je treba verjeti, da muslimanski svet več ali manj proizvaja zgolj neke surovine, ne pa končnih produktov, nima neke tehnologije. Tretjič zato, ker so elite v muslimanskem svetu v veliki meri bolj povezane z elitami v zahodnem svetu kot pa svojim lastnim prebivalstvom.
In pa ne nazadnje ta strukturalistična teorija pravi, da če je potrebno periodično vsakršen upor v muslimanskem svetu zatre hegemon. Naprimer, zadnji tak vojaški poseg hegemona na Bližnjem vzhodu je bil ameriški napad na Irak 2003. Skratka, muslimani se počutijo šibke, ker na tako mnogih delih sveta, oziroma v tako mnogih delih sveta trpijo muslimanske populacije. Poleg Palestine še v Xinjiangu na Kitajskem, v Indiji so muslimani zmeraj bolj pritiskani. Narendra Modi, sedanji indijski premier, je ukinil poseben status Kašmirja. Trpijo muslimani tudi še kje druge, v Mjanmarju, na Šrilanki in tako naprej. Ampak Palestina je tisto temeljno trpljenje, zaradi katerega muslimani menijo torej, da so šibki in zato imajo potem ideje o kalifatu, kot ga je na primer razglasila Islamska država junija 2014, toliko večji odmev. Marsikdo ni maral Islamske države in njenega terorizma, ampak je rekel, je pa razglasila kalifat in morda bomo na tej podlagi muslimani postali bolj enotni in pa močnejši v svetu. Pa mislite, da so potem nekako upravičeni strahovi, da se bo zdaj ponovno razrasel terorizem, vendarle torej, če govorimo o neki niti ne manjšini, ampak o ogromnem številu prebivalstva, ki je po svoje zatirano, spregledano vsaj, da potem mogoče ravno te teroristične težnje se vendarle kažejo na tak način, češ bo pa vsaj ena celica, en posameznik lahko nekaj storil. Je v tem smislu upravičeno, da imamo na primer ponovno nadzore na mejah tudi v Sloveniji? Jaz mislim, da vsekakor ta korelacija med zaostrovanjem na Bližnjem vzhodu in pa terorizmom v Evropi je več kot očitna. Tudi do teh napadov v Bruslu 2015 oziroma Parizu 2015, v Bruslu 2016 je prišlo med bombardiranjem Islamske države v Siriji in Iraku med letoma 2015 in 2019. Potem, ko je bila enkrat uničena ta konvencionalna tvorba Islamske države, potem so se teroristični napadi več ali manj nehali. Sedaj spet ista slika, se pravi, ko eskalira nasilje na Bližnjem vzhodu, ko nekdo destruktivno, brutalno tolče po muslimanih, po Palestincih, potem seveda se rodi radikalizacija. In najbolj nevarni so ti, ki ste jih omenili, se pravi osamljeni volkovi, ki jih obveščevalne službe težko zaznajo in udarijo čisto individualno. To se je že zgodilo, torej, ko je v Bruslu nekdo napadal švedske nogometne navijače in tako naprej. In če se bo to brutalno uničevanje Gaze nadaljevalo, bo to zagotovo generiralo še več radikalnih tendenc. In če sem torej v tem smislu tehnično gledano, je seveda popolnoma pravilno, da evropske države zapirajo svoje meje. Ker dejansko tehnično je to rešitev, seveda pa to ni prava rešitev, ker imajo že znotraj, torej tudi če nobenega muslimana več ne pustijo na svoje ozemlje, je v Franciji na primer 5 milijonov muslimanov in marsikateri od teh se bo radikaliziral. Tisto, kar je pa potrebno vedno znova opozarjati, je to, da teh radikalizacij ne razumemo kot nekega fanatizma, kot da tako rečemo, tako jih vse izgnati, oni so vsi moteči in tako naprej, ampak da razmislimo samokritično in intelektualno pošteno o naših lastnih dejanjih. Zakaj napadamo Irak? Zakaj dopuščamo kršitev mednarodnega prava strani Izraela in trpljenje Palestincev? Zakaj dopuščamo tako asimetrično destrukcijo, ki jo sedaj izvaja Izrael? Kajti več kot jasno je, da bo to rodilo torej te militantne, radikalne odgovore. Zakaj pa dopuščamo potem, da se brutalno pretepa tudi protestnike za mir v Franciji in v Belgiji, naprimer protesti, o katerih pravzaprav v Sloveniji slišimo zelo malo? Ja, to je verjetno že zgodba posameznih evropskih voditeljev. Emmanuel Macron zmeraj bolj velja za nekega zelo proizraelskega politika. Zelo dobro se počuti v bližini z Benjaminom Netanjahujem. V Franciji so bili na začetku sploh prepovedani propalestinski protesti. Nenazadnje je tudi objektivni razlog za to, namreč v Franciji je situacija zares eksplozivna. Ne pozabimo, da Francija ima tretjo največjo judovsko populacijo na svetu, takoj za Izraelom in ZDA. Povedano drugače, v Franciji živi 500 tisoč Judov, hkrati je pa tam 5 milijonov, kot sem že rekel, muslimanov in seveda v teh okoliščinah
eskalacije, zelo hitro bi lahko prišlo do konflikta med Judi in pa muslimani v sami Franciji. Tako da do neke mere seveda je objektivno gledano pravilno, da nekdo prepoveduje neke demonstracije, ampak vendarle, kot pravim, se ni mogoče izogniti občutku, da Emmanuel Macron bolj uveljavlja neko svojo proizraelsko držo tudi v tem primeru. Je bil pa mora biti eden prvih evropskih voditeljev, ki so ravno zdaj nekaj dni nazaj sicer ne direktno naslovili problema v Izraelu, ampak govorili o tem, kako bi bilo dobro spoštovati mednarodno pravo. S tem ni kazal s prstom na nikogar, ampak je bil mogoče prvi, ki je o tem spregovoril na tak način. Tlej treba biti malo previden, ker danes v Evropski uniji mnogi govorijo o spoštovanju mednarodnega prava, ampak zgolj v povezavi z izraelsko vojaško operacijo. Mednarodno humanitarno pravo. Le redko kdo pa bolj specificira, da bi bilo treba spoštovati 4. ženevsko konvencijo. Tako da jaz se bojim, da celo tisti, ki govorijo o spoštovanju mednarodnega prava, tudi Josep Borrell, zunanjepolitični predstavnik Evropske unije, mnogo govori o mednarodnem pravu, ampak kot pravim zgolj po moje v povezavi s to vojaško intervencijo Izraela. Manj pa so si pripravljeni ti evropski politiki poudarjati 4. ženevsko konvencijo, čeprav ves čas govorijo o rešitvi 2 držav. Kar seveda je absurd. Po eni strani evropski politiki veliko govorijo in zdaj še več o rešitvi 2 držav, hkrati pa ne naredijo nič za to, da bi Izraelu preprečili, da preprečuje rešitev teh 2 držav. In jo je že preprečil. In to je ta druga neustreznost, da imamo opravka z nekim blefom, z neko diplomatskim sprenevedanjem, ko verjetno vsi že vedo na nek način, da palestinska država ne more več nastati, pa še vedno govorijo o tem, da si treba prizadevati za rešitev 2 držav, obuditi mirovni proces, kar je samo po sebi zelo problematično, kajti ta mirovni proces poteka sedaj že pravzaprav od leta 1993. Vendar je prav v času tega mirovnega procesa je palestinska država izginila oziroma ne more več nastati zaradi tistih dogajanj, ki so se odvila med temi mirovnimi pogajanji. A veste, to diplomatsko sprenevedanje ni neka novost tukaj, kajti po mojem mnenju imajo državniki Evropske unije slabo vest, ker vedo, da Izrael krši 4. ženevsko konvencijo, da je že uničil možnost nastanka palestinske države in da Evropska unija nikoli ni zares pritisnila na Izrael, da tega ne bi počel. Kar pa dela Evropska unija oziroma članice Evropske unije namesto tega, da bi preprečila Izraelu kršitev mednarodnega prava, je pa to, da plačuje. Kot je rekel luksemburški zunanji minister, da je payer, ni pa player na Bližnjem vzhodu, se pravi, da Evropska unija veliko ekonomsko vlaga v palestinska okupirana ozemlja. Seveda ta ekonomska pomoč je pravzaprav neproduktivna, ker v pogojih okupacije ta denar, kolikor ga že daš, se ne more prijeti, da bi palestinska ekonomija zares zaživela. Po drugi strani pa deluje podobno, kot sem prej rekel, kot neka fata morgana, če temu tako rečem, da lahko vsi rečejo, poglejte, saj nekaj se pa spreminja na palestinskih okupiranih ozemljih, naredili so to stavbo, ta projekt poteka in potem zgleda, kot da vendarle se nekaj premika, čeprav seveda gre za bolj dovajanje morfija na smrt bolnemu bolniku. In pa še nekaj treba povedati, in to je pomemben segment, ko se vprašamo, zakaj s takšno lahkoto Izrael 53 let izvaja svojo okupacijo, je pomemben del odgovora v tem, da Izrael ne čuti zares teže okupacije. Namreč po mednarodnem pravu bi morala sama okupacijska sila ekonomsko poskrbeti za okupirana ozemlja. Po členu 55 4. ženevske konvencije. Izraelu tega ni treba narediti, ker vse ekonomske račune poravnata predvsem Evropska unija in pa deloma ZDA. Kako pa je na primer z ostalimi državami? Zdaj ste predvsem govorili Izrael, Palestina. Zdaj v času tega konflikta je Izrael pomotoma, kljub temu, da je danes vojaška tehnologija že precej natančna,
je tako rekoč pomotoma zadev in napadal že tudi Libanon z belim fosforjem, tudi Egipt je že dobil nekatere rakete. Zakaj te države ne odreagirajo? Jaz bi tlele eno bojazen najprej izrazil, namreč Izrael ta napad Hamasa razume oziroma ga hoče predstaviti v svetu kot izraelski 11. september. Se pravi, tukaj moramo biti pozorni na te vzporednice z ameriškim 11. septembrom 2001. Kajti bojazen je lahko, da Izrael sedaj, tako kot tedaj George Bush mlajši, meni, da je zaradi tega 11. septembra dobil bianko menico, da mu mednarodna skupnost daje proste roke. In bojazen je, da tako kot so neokonzervativci leta 2001 menili, da lahko vse tiste cilje, ki so že prej hoteli izpolniti, vendar jih niso mogli, ker niso imeli argumentov, po 11. septembru izpolnijo. Govorim o zrušitvi Sadama Huseina. In so šli v to. Da Izrael sedaj podobno vse tiste cilje, ki jih je hotel do sedaj izpolniti, pa ni imel argumentov oziroma podpore Združenih držav Amerike, sedaj po tem izraelskem 11. septembru bo poskušal izpolniti. Namreč, poleg tega, da je to nek 11. september, sem že omenil, da so ZDA v nekem položaju, da prihajajo predsedniške volitve in da Joseph Biden bo moral tako ali drugače delovati proizraelsko, če hoče biti znova izvoljen. In v tem smislu, v tem kontekstu obstaja nevarnost, da bi Izrael hotel prvič izvesti etnično čiščenje Palestine, torej tako zbombardirati Gazo, da bi zares velika večina prebivalstva hotela oditi ven. In pa ne morem se izogniti občutku, da Izrael provocira Palestince tudi na Zahodnem bregu, da jih tam aretira v veliki meri, zato da bi spodbudil nek odpor in potem dobil tudi argument, poglejte, tudi oni so nevarni nam, nas hočejo uničiti in da bi še tam neko etnično čiščenje začel izvajati. Kajti od samega začetka sionističnega projekta, oziroma bolj specifično projekta političnega sionizma, se pravi vzpostavitve judovske države v Palestini, je to sionistično gibanje kot glavne cilje navajalo, kot so rekli, eufemistično transfer palestinskega prebivalstva, izgon. In med letoma 1947 in 1949 je Izrael že bolj ali manj izgnal 750,000 Palestincev iz ozemelj, ki jih je zasedal še pred svojo razglasitvijo ali pa po razglasitvi Izraela 14. maja 1948. Torej, eden od teh ciljev, ki bi jih Izrael sedaj lahko skušal uresničiti, je to etnično čiščenje, drugi pa je, da opravi s tistimi državami oziroma akterji, ki so ovira popolni izraelski hegemoniji na Bližnjem vzhodu. To pa so članice tako imenovane osi odpora, Iran, Hezbolah, Hamas, sirski režim, šiitske milice v Iraku in morda tudi Hutiji v Jemnu. Skratka, predvsem pa Iran in Hezbolah. Bati se je, da Izrael hoče v tem kontekstu svojega 11. septembra vojaško potegniti v konflikt tudi Hezbolah in Iran in potem z ameriško pomočjo v tem kontekstu ameriških volitev obračuniti s tema dvema silama. Kajti treba je vedeti, da Izrael že od 90-ih let uporablja neko argumentacijo, češ Iran je nevaren, Iran bo pridobil jedrsko orožje, takoj ko bo pridobil jedrsko orožje, nas bo napadel z njim in tako naprej. Skratka, skuša prepričati ZDA, da naj skupaj napadejo Iran. Do sedaj ZDA na to niso nasedle, v tem specifičnem kontekstu pa ni mogoče izključiti, da bi se ZDA tudi na izraelski strani vključile v vojaški boj proti Hezbolahu in Iranu. Kajti, če bo Izrael še naprej tako destruktivno uničeval Gazo in pa če bo izvedel kopensko operacijo proti Gazi, ki bo tudi destruktivna, potem bi se lahko Iran in pa predvsem Hezbolah, kljub temu, da si ne želita vojaške eskalacije, nočeta biti potegnjena v to vojno vihro, menila, da morata posredovati zaradi neke medmuslimanske solidarnosti. Namreč, veste, naj to še malce bolj pojasnim, marsikdo danes pravi, Hamas je napadel zaradi iranske privolitve. To ne more biti res. Iran nima interesa za eskalacijo. Pred 7. oktobrom so šli procesi na Bližnjem vzhodu v pozitivno smer za Iran. Iran je na novo oziroma je obnovil diplomatske odnose s Saudsko Arabijo in ZDA so v ozadju poskušali doseči nek mini jedrski sporazum z Iranom in sprostiti sankcije ekonomske proti Iranu.
Torej, za Iran so se razmere pomikale v pozitivno smer in pa seveda tudi to je treba omeniti, da najpomembnejša strateška partnerica Irana je Ljudska republika Kitajska. Ta pa si želi predvsem miru in stabilnosti na Bližnjem vzhodu. Tako da Iran ni imel interesa za napad na Izrael. Ta teza je po mojem popolnoma nekredibilna, seveda pa hočejo lansirati vsi tisti, ki pravijo, ne gre za trpljenje Palestincev, gre za to, da hoče Iran uničiti Izrael. Torej, Iran si ne želi te neke vojaške eskalacije, tudi Hezbolah si ne želi eskalacije, kajti Hezbolah ve, da bo Izrael v primeru, če pride do vojne med Hezbolahom in Izraelom, uničeval in to destruktivno uničeval civilno infrastrukturo v Libanonu, v skladu z doktrino Dahija. Dahija je neka četrt v Bejrutu, ki jo je Izrael že leta 2006 ob vojni s Hezbolahom uničeval. Izrael namreč zmeraj znova kaže, da bi rad zanetil državljansko vojno znotraj Libanona. Namreč ne smemo pozabiti, da znotraj Libanona obstajajo neke politične skupine, del kristjanov, maronitov in pa muslimani suniti, ki so zelo sovražni do Hezbolaha. In če bi prišlo do vojne med Hezbolahom in Izraelom in bi Izrael uničeval civilno infrastrukturo, bi te sile lahko rekle, poglejte, kaj dela Hezbolah, še dodatno nam uničuje državo in bi se še one obrnile proti Hezbolahu. In pa ne nazadnje, Hezbolah ve, da je Libanon že 3 leta ekonomsko kolapsirana država. In zaradi teh razlogov tudi sam noče vojne, ampak če bo Izrael še naprej eskaliral položaj, nič ni izključeno. Kaj pa evropski voditelji? Voditelji Evropske unije so namreč, mislim, da ravno na dan, ko snemava ta intervju, razglasili, da se bodo verjetno želeli zavzeti za humanitarni premor oziroma humanitarne premore. Kaj to pravzaprav pomeni in zakaj se ne bi zavzemali kar za premirje? Ja, torej, to moram navezati na tisto, kar sem že povedal, namreč, če malce bolj podrobno pogledamo, vidimo, da naprimer Slovenija, Irska in Španija so se zavzemale, so glasovale za humanitarno premirje, medtem ko proti so bile ne direktno proti, ampak z argumentom ali pa kvazi argumentom, češ, da to verjetno ne bi delovalo Nemčija, Češka, se pravi neke tradicionalno proizraelske države in pa Avstrija. Se pravi, spet poteka ta dinamika neenotnosti znotraj Evropske unije in najmanjši skupni imenovalec, ki so ga pripravljene sproducirati oziroma sposobne producirati članice Evropske unije, torej to humanitarno premirje. Ne pa tudi neko trajno premirje v tej situaciji. Pa takole za konec, če vas prosim še za nehvaležno napoved, kam mislite, da se bo ta vojna obrnila, se bo vpletlo še kaj več držav, tudi bolj neposredno, lahko pričakujemo razrast tega nasilja tudi širše, ali mislite, da se bo to hitro uničevanje, število žrtev povečevalo še zdaj celo eksponentno in da bo tega konflikta hitro konec? Glede na vse to, kar sem že povedal, da Izrael bo tle zasledoval po mojem mnenju neke dolgoročne cilje, ker ima to percepcijo svojega 11. septembra in glede na to, da Gazo res bombardirajo tako zelo brutalno in da se pritisk na os odpora povečuje, da naj nekaj naredi v korist Palestincev, nikakor ni mogoče izključiti še večje eskalacije. Nažalost, lahko temu tako rečem, kljub temu, da si na primer Kitajska prizadeva za umirjanje položaja. Ne nazadnje ne pozabimo, da živimo v nekem zelo nevarnem obdobju mednarodnih odnosov. Namreč znanost o mednarodnih odnosih nas uči, da v obdobjih, ko prihaja do večje redistribucije moči v mednarodnih odnosih, da so to nevarna obdobja. In danes imamo opravka s to večjo redistribucijo moči, kajti smo v sredi procesa tranzicije od unipolarnega sveta, se pravi sveta, v katerem obstaja ena sama supersila, to so ZDA, k multipolarnemu svetu, se pravi svetu, kjer obstaja več velikih sil. LR, Kitajska, Rusija, Indija in tako naprej. Že samo zaradi te strukture mednarodnih odnosov torej živimo v nevarnih časih. Menili smo sicer, da bo možna iskra konflikta Tajvan oziroma napetosti v Južno-Kitajskem morju. Zgodila se je vmes že Ukrajina, sedaj pa tukaj se prav lahko eskalira Bližnji vzhod
jaz ne bi ničesar izključil, čeprav po drugi strani nikakor ne bi rekel, da bo nujno prišlo do večje eskalacije položaja. Kajti Joseph Biden, na primer, kljub vsemu, kar sem povedal, si ne želi, da bi se Bližnji vzhod do konca zažgal. ZDA se zavedajo, da glavni tekmac je Ljudska republika Kitajska in hočejo svojo pozornost nameniti predvsem Kitajski, deloma še v Ukrajini, ne nazadnje v Ukrajini, v veliki meri ZDA ustavljajo pobudo pasu in ceste, to je ogromen projekt Ljudske republike Kitajske. Dr. Štrbenc, lepo hvala za vaša pojasnila in za tale pogovor. Hvala tudi vam. Vi, dragi gledalci, pa seveda toplo vabljeni, da gledate Megafon TV še naprej, v primeru, da vas pa zanima, kdo bo v oddaji In Vivo Veritas z nami tudi v prihodnje, pa vas vabim tudi na našo spletno stran www.megafon.si. Lepo pozdravljeni.